Lep pozdrav vsem skupaj. Minuli teden je v Ormožu bila okrogla miza o problematiki srednješolskega izobraževanja v upravni enoti Ormož, ki jo je organiziral lokalni odbor Slovenske demokratske mladine Ormož. Sodelujoči so nanizali vrsto spodbudnih rešitev. Udeleženci so razpravljali o aktualnem stanju v slovenskem in ormoškem šolstvu ter nakazali nekaj rešitev. Janez Smežan, ki je bil direktor direktorata za srednje šole v prejšnji vladi, je pojasnil, da je število otrok v Sloveniji zadnja leta v upadu. Trenutno je v Sloveniji manj kot 90 tisoč srednješolcev, še pred leti pa se je to število vzpenjalo čez 102 tisoč. Predlagal je, da bi se manjše šole naj združevale s srednješolskimi centri, ravnatelji pa bi se naj dogovarjali med seboj o morebitnem razdeljevanju dijakov. Ormoška gimnazija si že nekaj časa prizadeva za pridobitev novih programov, predvsem zdravstvene nege. Poslanec Branko Marinič je menil, da bi bil takšen program za Ormož zelo aktualen. V Ormožu je namreč kar nekaj možnosti za opravljanje prakse in tudi za kasnejše zaposlitve. Podobno kot Branko Marinič je razmišljal tudi ormoški župan Alojz Sok in zagotovil, da občina gimnazijo podpira in jo bo še podpirala tudi v bodoče. V Ormožu se namreč gimnazija mora ohraniti na vsak način. Udeleženci so v nadaljevanju pogovora izpostavili tudi bližino hrvaške meje. Ravnateljica Blanka Erhatič je pojasnila, da čezmejno sodelovanje že poteka, da so potem, ko se je gimnazija predstavila tudi na Hrvaškem, interes za vpis na šolo izkazale 4 dijakinje. Z leti pa bi jih lahko bilo še več. Gre za otroke iz mešanih zakonov in tiste, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji. Pogoji za vpis so le prevod spričevala. Šola pa jim bo zagotovila tudi brezplačni 35-urni tečaj slovenščine. Za šolsko leto 2011-2012 je na ormoško gimnazijo vpisanih 27 dijakov. Verjetno pa se bo do jeseni vpisal še kdo, tako da bi bila zagotovljena 2 oddelka prvega letnika. V okviru dogodkov, ki jih Pokrajinski muzej Ptuj Ormož imenuje Na muzejski sceni, je v Ormožu bila predstavitev pesmarice in zgoščenke prosvetnega društva Janez Trstenjak Hum. Dogodek so naslovili Fumi pa tudi v zimi rože cvetajo. Naslov dogodka seveda ni presenetil vseh tistih, ki vemo, da so članice prosvetnega društva Janez Trstenjak Hum v izdelovanju rož iz papirja neprekostljive umetnice. Čeprav je ta aktivnost le ena izmed mnogih, ki se jih društvo loteva. In dogodek na muzejski sceni je bil odlična priložnost, da se društvo predstavi. Prosvetno društvo Janez Trstenjak ima na Humu že dolgoletno tradicijo. Ustanovljeno je bilo že pred 60 leti, vam pa so skozi vsa ta leta bili vključeni številni Humčani, pa tudi okoličani. Pravzaprav vsi tisti, ki jim je vaška kultura kdajkoli pomenila zadovoljstvo. Tako se je v društvu pelo, plesalo, igralo, pripravljalo gledališke igre in še. Predvsem pa skrbelo, da se ohrani bogata kulturna dediščina domačih krajev. Bistvo dogodka Fumi pa tudi po zimi rože cvetejo, pa je bila izid zbirke ljudskih pesmi in izdaja zgoščenke ljudskih pevcev prosvetnega društva Janez Trstenjak, ki nosita tudi takšen naslov. Zbirka je nastala kar nekaj let, pravzaprav od takrat, ko so pevci ljudske pesmi izbrskali iz kdo večegavih arhivov in začeli s prepevanjem. Vsakokrat so se zapisale, se odlagale, prepisovale, fotokopirale in ko so bile zbrane, smo jih že nameravali izdati, vendar vedno kakšen veter vmes dopiha, pa se zavlečem. No kako to, da ste sedaj končno prišli do realizacije? Zdaj je društvo doživelo 60 let in pravi trenutek, da se prikaže naša pesmarica in zgoščenka. In koliko pesmi najdemo v pesmarici? V pesmarici je čez 100 pesmi, na zgoščenki jih je 20 in tudi je vse opremljeno z našimi slikicami, da lahko vsak začuti naš humski utrip našega društva. No in kako se sedaj počutite, ko vam je to končno uspelo, glede na to, da ste vi vseeno idejna mama za to knjigo in vse, kar se je dogajalo? Moram reči, da je mama danes srečna. Srečna, hvaležna vsem, ki so pomagali. Pozabila sem na vse tisto, kar včasih ni bilo, ker to vedno pride, vendar danes so ostali samo lepi spomini.
Pesmarica tako prinaša čez 100 pesmi, od svatovskih, pripovednih, ljubezenskih, pesmi o humu, žalostink in tako dalje, in predstavlja neprecenljivo bogatstvo ljudskega. Dogodek je bil eden izmed bolje obiskanih v Ormožu, razen predstavitve društva je bil priložnost tudi za prijetno druženje in številna vprašanja, ki poslušalcu lahko pridejo na pamet potem, ko posluša. Skoraj neverjetne zgodbe o trudu, zagranosti in dobre volje nekaterih, da bi se stari običaji in vse ljudsko zavedno ohranilo. Za popestritev dogodka so zapele tudi ljudske pevke z društva. Tudi rože so članice izdelovale v teku dogodka, pa še in še. Pa še in še smeha smo bili deležni, kar bi sicer naj bilo bistvo takšnih vseljudskih druženj. Med lovci je v navadi, da pripravnik, preden ga sprejmejo v krog lovske družine, organizira gradnjo preže. Eno izmed takšnih gradenj so minulo sredo izvajali tudi lovci lovske družine Vinski Vrhovi. V lovski družini Vinski Vrhovi so združeni lovci iz krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu in Kok. Družina šteje 56 članov in 2 pripravnika. V sredo so imeli zanimivo akcijo. Danes se nahajamo pri Miklavžu, ki se izdeluje preža, visoka preža, in smo v reviru Miklavž. Naša družina ima 2 revira, ima Kok in pa Miklavž. To je 2 krajevne skupnosti, Kok in pa Miklavž. Zdaj je lovska družina Vinski Vrhovi združena z lovsko družino Kok, tako da je to lovišče Kok Vinski Vrhove. In v tem predelu imamo okrog 26 visokih prež, ki so razporejene po celem lovišču, od krajevne skupnosti Kok pa krajevne skupnosti Miklavž. Koliko pa ste jih uspeli narediti že letos? Ja, letos se moramo pohvaliti tako, da smo uspeli narediti, to je že 6. preža, in tudi 200 še v planu, katere upamo, da bomo tudi naredili. Organizacija tokratne gradnje preže je padla na pripravnika Dejana. Delo je teklo kot po maslu in vse to pod budnim očesom vodje revirja. Letos je mene doletelo to čas, ko sem bil zbrojni za vodja našega revira, še večji čas pa mi je, ko imamo okoli sebe prvo ekipo, ki smo vsi skupaj nesebično pristopili k coj pa to speljali, kar se vidi. Drugače delo na takšni preži je ogromno. Samo smo vsi si nekako delo razstavljali, pa smo to speljali skozi. Pa se je žagalo, rezalo, zabijalo in še marsikaj z veliko dobre volje in smeha. Pa smo zagledali nenavadno pripravo v rokah enega izmed lovcev. Odkriva vse, kar je živega in toplega. Tako da odkriješ lahko mačko, zajca, psa, pa tudi človeka. Enkrat me je že presenetilo, ko sem prišel iz gozda, skozi gosto grmovje na plano, mi je kazalo vedno bliže, prišel ven, pa sem našel priletno soprajanko. Me vpraša, kaj pa ti tu delaš? Pa iščem neko srnjac tu, posrnjene mladiče. Zdaj pa je naletelo ravno na tebe. Ja, samo me vpraša, kaj to je, pa je obrazložen. Pa me je potolažila, veš, moram pa ti reči, da imaš to slabo napravo. Če bi bila dobra, bi odkril kaj mlajšega.
Še kakšen hec so tako lovci imeli zraven trdega dela, številni so namreč do popoldne krepko poprijeli za delo in v tem času preža že stoji in služi svojemu namenu. Lovska družina Vinski Vrhovi ima 65-letno tradicijo. V tem času so lovci izpeljali številne akcije, ki jim jih ne gre oporekati. Sploh pa v smislu varstva narave in divjadi postorili več kot kdorkoli. Zdravstveni dom Ormož se s programom Svit s predstavitvijo nordijske hoje in s testom hitre hoje predstavil tudi v Središču. Na dogodek se je odzvalo lepo število krajanov. Kot je bilo videti, jih je po testiranju večina prešla na prijateljske pomenke o tem in onem, kar pa najbrž tudi doprinese k boljšemu počutju. Kar 22 je bilo tistih, ki so s testom hitre hoje želeli preizkusiti svojo kondicijo oziroma zdravstveno stanje, kar pomeni, da je odziv bil dober, kljub temu, da je test hitre hoje v Središču ob Dravi tokrat potekal prvič. Pripravili smo zato, da približamo to občanom naše občine. Do zdaj so bili testi vedno v Ormožu, trebalo je iti v Ormož, zato smo se odločili, da bo to tukaj in da si ljudje lahko preizkusijo, da ugotovijo, kakšni telesni pripravljenosti so. Preizkus hoje na 2 km je enostaven, natančen, varen in ponovljiv test, na katerem se s pomočjo hitre hoje izmeri telesno zmogljivost posameznika. Primeren je za vse med 20 in 65 letom, ki so telesno nedejavni ali zmerno telesno dejavni. Med rezultati ni bilo nič presenetljivega. Koliko sem jaz preletela čase, seveda to ne moreš oceniti. Časi so dobri, časi so takšni, kot nekje v povprečju so, vendar sam čas ne pove nič. To je treba primerjati z povprečjem rezultatov ljudi iste starosti, tako da za vsakega posebej bomo ovrednotili rezultat in šele potem lahko vidimo, kako je bilo. In kakšno je bistvo pravzaprav testa hitre hoje? Ja, bistvo je, da vsak zase ugotovi, v kakšni telesni pripravljenosti je. Namreč iz časa, ki ga doseže, pulza, spol, upoštevamo višino in težo, iz tega se določi fitness indeks in to je en rezultat, ki pove, kakšna je telesna pripravljenost glede na ljudi iste starosti, iste višine in istega spola. Test se lahko opravi večkrat, priporočljivo je vsakih 6 mesecev, z njim pa je v primeru redne vadbe možno tudi slediti izboljšanju telesne zmogljivosti posameznika. Poleg testa hitre hoje pa je v Središču ob Dravi tokrat bila tudi predstavitev nordijske hoje in predstavitev programa Svit. Vrtec Miklavž pri Ormožu je letos bil organizator dvodnevnega planinskega tabora za otroke iz vseh vrtcev v občini. Zanimivo, kako navdušeni so bili mladi taborniki, sploh pa kako pogumni glede na to, da je bilo potrebno prespati v šotorih. V okviru obogatitve dejavnosti Mladi planinec pohodništvo je Varstveno-izobraževalni zavod Ormož tudi letos organiziral dvodnevni tabor za otroke iz vseh vrtcev v občini. Letos je gostitelj tabora bil vrtec v Miklavžu pri Ormožu, udeležilo se ga je kar 48 otrok. V vrtcih tovrstnim druženjem dajejo velik pomen. Tabori služijo predvsem vzpostavljanju vezi z drugimi prijatelji, bom rekla tudi kvalitetnemu preživljanju prostega časa, tudi odkrivanju novih spoznanj v naravi in tudi vse nenavadno tudi povezano z gibanjem in preživetjem v naravi. Mlade tabornike smo obiskali kar prvi dan. Ob vrtcu so že bili postavljeni šotori in vse nared za dobro počutje v naravi. Že prvi dan so se odpravili na pohod v bližnji gozd in se naučili veliko zanimivega. Poleg zabave seveda, ki jih takšna sproščena druženja prinašajo. No, kaj vse boste delali tukaj v teh 2 dneh? Spali bomo. Kaj pa ti je najbolj všeč od vsega? Jaja. Danes ste bili na pohodu, kaj ste vse videli, kaj ste delali v gozdu? Videli smo pajke, pa živali smo iškali, ker bomo prespali, pa ker bomo se igrice različne igrali, pa tudi ker bomo spali. Misliš, se bo dalo prespati brez mamice? Pa ogenj si bomo zagudili, pa bomo pekli kokoše. Ja, pa še jabolke, pa hruške. Pa še en, pa bomo še bomo. Pa zastavo bomo. Ja, pa zastavo bo nam vsak dan dvignilo se.
hodili po gozdu, drva smo videli, pa ogenj, pa še bomo mi kurili ogenj, pa šotori bomo spali, pa pekle klobase. In česa se ti najbolj veseliš? Spanja šotor pa ognja. Aljaž, ti je všeč tukaj? Aha. Kaj misliš, kako bo zvečer, ko bo treba zaspati brez mamice? Ne vem. Misliš, bo kakšna solzica? Ne. Ti je všeč tukaj? Ja. No in zakaj ti je všeč? Zato, ker je puno otrok. Si našel kakšnega novega prijatelja sedaj tukaj? Ne. No in kako ti je všeč tukaj na taboru? Zelo. No, zakaj ti je všeč? Zato, ker prespimo, pa lahko prijatelje spoznamo, pa živali v gozdu. Si letos prvič na takšnem taboru? Ja. In boš prihodnje leto najbrž tudi prišla, kaj ne? Ja. No in kaj misliš, čega se pravzaprav v teh dveh dneh najbolj veseliš? Spanja. Blaž, kaj pa je tebi všeč tukaj posebej na tem taboru? Ker prespimo. Pa ker se spoznamo nove prijatelje. Kaj misliš, kako bo zvečer, ko bo treba zaspati brez mamice? Dobro. Ne bo nobene solzice? Aleš, kaj pa imaš to v roki? Zobo papajaka. In kje si to našel? V gozdu. Torej, kaj ste počeli danes vse v gozdu? Živali. Kako ti je všeč tukaj na taboru? Dobro. Za otroke je skrbelo kar 8 vzgojiteljic, kljub odgovornemu delu pa so rade zraven, saj vedo, da takšna druženja otrokom prinašajo veliko veselja. Kaj pravite, zakaj so takšni tabori posebno zadovoljstvo tem našim nadebudnežem? Zato, ker je tu druženje med otroke, spoznamo se med sabo, pa lepo nam je. Se vam zdi, je kar odgovorno delo najbrž tako varovati 2 dni takšne majhne otroke pravzaprav? Zelo. No, na kaj ste recimo najbolj pozorni? Ja, sigurno na varnost otrok, ne? Da vse poteka v redu, da se nikomu nič ne zgodi. Da jih čuvamo, kot punčico v očesu. No, kaj pa napravite v primeru, ko zvečer nekdo ne more spati, recimo zaradi domotožja? Ja, potolažimo, pa mislim, da ne bomo imeli takih problemov. Pa jih seveda tudi niso imeli. Vzgojiteljice so namreč poskrbele za dovolj zanimivih dogajanj, tako da ni nihče imel niti časa pomisliti na domotožje. Tabor je vrtec kot ponavadi organiziral skupaj s Ormoškim planinskim društvom. V vseh vrtcih, vzgojno-varstvenega zavoda Ormož, imamo planinske krožke. To v Veliki nedelji Ormož, Ivenkovci in Miklavžo. Prav tako imajo to celoletni program te planinske šole, na zaključku pa je ta vrhunec vsega skupaj pa je planinski poletni tabor, ki se tokrat odvija pri Miklavžu. In kako jim vi pomagate? Pomagajmo jim z opremo, pa nekaj bomo tudi na zaključku oziroma današnjem popoldne nekaj sodelovali, pa na pohodu jutri, pa seveda o pripravi tabornega ognja. Po obisku smo mlade tabornike zapustili v sadovnjaku ob vrtcu. Razigrane, vesele, polne doživetij in predvsem pričakovanj. Sledilo je skupno kosilo pod košatim drevesom in priložnost za poglabljanje prvih vtisov. Zagotovo pa nič manj vznemirljiva nista bila večer in naslednji dan. Športno-rekreacijsko društvo Godeninci je bilo organizator 5. kolesarjenja po 7 občinah tudi čez mejo. Številni se 48 km dolge poti niso ustrašili. V občini Središče ob Dravi so si minulo nedeljo umislili še en zanimiv družaben dogodek. Tako je, torej danes je v organizaciji rekreacijskega društva Godeninci že 5. lahko rečemo tradicionalno kolesarjenje po 7 občinah, torej našega slovenskega in medžimurskega dela. Kot vidite, torej vreme je lepo, kar nekaj kolesarjev se je zbralo, nekaj nas počaka v Središču in seveda ta
prireditev je rekreacijskega značaja in seveda tudi druženje, več postankov bo, tako da seveda sem prepričan, da bomo se imeli fajn in seveda, ker potrebno ni kratka, nekaj čez 40 km, da bomo tudi neke kondicije nabrali. Tako kot vse ostale dejavnosti, pa tudi družabne, v Središču ob Dravi z veseljem podpre tudi občina, če že ne konkretno, pa vsaj moralno. Štarta v Godenincih se je sicer odpravilo nekaj manj kolesarjev, a so se jim potem na poti pridružili še mnogi, tako da jih je v določenem trenutku bilo čez 50. Trasa kolesarske poti poteka skozi 7 občin oziroma skozi naslednje kraje. Iz Godenincev do Središča, potem skozi Trnovec, Macinec, Stanetinec, Sveti Urban, Štrigova, Banfi, Razkrižje, Veščica, Presika, Vozmetinci, čez Vitan, nazaj v Godenince. Vsako leto se na pot odpravi vse več kolesarjev. Ja, vsakšno leto jih je več, tudi dosti odvisno od vremena, pa pač od volje, pa časovno, kako so. In kako dolga je ta pot? Danes, kaj imamo v planu, je 48 km, tako da nekje 3 do 4 ure planiramo, da bi se vrnili nazaj. Glede na sončno nedeljo je mnogim kolesarjem dogodek predstavljal prijetno doživetje, biti zraven pa samoumevno. Normalno pridem zraven zaradi rekreacije, zaradi druženja s prijatelji, s kolegi, z vaščani seveda in prijetno nam je. No in drugače tako veliko kolesariš? Kolesarjem bolj rekreativno, ker čas vedno zmanjka, je potrebno tudi na našem športnem placu nekaj urediti, vedno je nekšo delo, tudi okoli doma, ker zaradi službe sem malo manj prisoten v domačem kraju in je to. Pa so kolesarji krenili na pot iz Godenincev proti Središču, kjer so se jim pridružili še drugi kolesarji in potem čez mejo do hrvaškega Trnovca in naprej. Slavnostnim koncertom je Mešani pevski zbor Društva upokojencev Središče ob Dravi obeležil svojo 15. obletnico delovanja. Koncert je potekal minuli petek v Sokolani. 15 let je kar dovolj dolga doba, tudi gledano strani tradicije, predvsem pa strani izkušenj, ki si jih skozi leta delovanja nabere nek pevski zbor. Res, da se je v Mešanem pevskem zboru Društva upokojencev Središče ob Dravi v minulih letih menjalo kar nekaj pevcev, a bistvo ostaja. Druženje tistih, ki se radi družijo, predvsem pa, ki radi zapojejo. Naš pevski zbor zdaj trenutno šteje 18 članov, to je 13 žensk in 5 moških. Kaj prilagajamo sedanjim sposobnostim pevskega zbora z glasovom, nimamo nekaj naštudiranega prav programa, prilagajamo ga vsem potrebam, ki so v društvu. Nastopamo pa potem na raznih priložnostih, ki ima Društvo upokojencev v Središču, potem udeležujemo se revij pevskih zborov, to je medobčinske revije, potem na revija Spodnjega Podravja, bili smo tudi na sosednjem Hrvaškem na dobrodelnem koncertu. Največ je pa, da smo imeli nastop v Ljubljani leta 2008 na festivalu za 3. življenjsko obdobje, to je v Cankarjevem domu in to je vsem pevcem ostalo v enem lepem spominu. Ker to malo kateri pevski zbor ima priliko, da pride do tja. Kot je zbor dokazal na jubilejnem koncertu, zveni ubrano, kar pa je najbrž zasluga rednih vaj zbora. Pevske vaje imamo enkrat tedensko, to je v ponedeljkih in to 2 šolski uri, ampak te 2 šolske ure so intenzivne. Moram pa se zahvaliti naši zdajšnji zborovodkinji Dragici Cvetko, ki nas je res pripeljala do tega, kar danes smo. To je naša zdaj 3. zborovodkinja. Prva zborovodkinja je bila domačinka tukaj, mlada, ta se je potem šla v Maribor in nas je zapustila, naslednji je bil Barinturica, Jože Barinturica, tudi samo ta je bil kratek čas, zaradi obilice dela je pevski zbor zapustil. Da pa ne bi razpadli, je takrat zbor pred 9 leti prevzel naš pevec Teodor Zorko, ki je nas imel še na 10. obletnici, potem pa je tudi on zapustil zbor. Zdaj pa smo prav zadovoljni. Upajmo, da nam naša pevovodkinja ne bo pobegnila. Naša največja želja bi bila, da bi ostala z nami, da ne bi se razpadli. Vseh 15 let v zboru vztrajata 2 pevca. Alojz Jamajcenovič pravi.
Lepo je bilo vseh 15 let, tako nekam greš, ko prideš v družbo, pa ko se neki starost malo ulepšaš, ko se ni samo doma. Torej, radi pojete? Rada. No in katere pesmi, ki jih zapojete v zboru, so vam recimo najbolj všeč? Kakšne vrste pesmi? Vse so mi lepe, pripovedne so bile pri ljudskih pevcih najlepše. Razen izbranega repertoarja, ki ga je zbor pripravil za jubilejni koncert, so obiskovalci, ki so tudi ob tej priložnosti napolnili dvorano, prisluhnili tudi gostom. S svojim programom so nastopili učenci domače osnovne šole. Tudi pevski zbor Društva upokojencev Ivan Rudolf iz Ptuja je bil v gosteh. Pa tudi tamburaši Zlate strune iz Miklavža pri Ormožu. Dogodek je bil prijetno doživetje tako za slavljence, goste, kot vse prisotne v dvorani. Še ostajamo v občini Središče ob Dravi. Tudi središka godba Napihala je namreč slavila in kar 125. obletnico delovanja. Visokemu jubileju primerno je potekala tudi slovesnost. Ob 125. obletnici godbe Središče ob Dravi smo bili deležni lepega koncertnega večera, katerega so se udeležili Pihalni orkester Ormož, godba občine Dornava, upokojenska godba iz Ljutomera in seveda domača godba iz Središča ob Dravi. Po promenadni povorki, ki se je odvijala po srediških ulicah, so se godbeniki zbrali pred Sokolano in zaigrali 3 skupne skladbe pod taktirko dirigenta Ormoškega pihalnega orkestra Slavka Petka, polko na Robleko pod taktirko dirigenta godbe občine Dornava in s pesmijo našo pod taktirko domačina Rada Munda. Po obranem skupnem igranju so se orkestri posamezno predstavili v Sokolani, kjer tradicionalno pripravlja središka godba svoje zelo znane Martinove koncerte. Središka godba je začela z delovanjem leta 1886 na pobudo takratnega nadučitelja in velikega ljubitelja glasbe, gospoda Pavla Ungerja. Središka godba je tako delovala nekaj let in po majhnem predahu jo je ponovno sestavil Franc Serajnik, ki je bil pedagog na središki šoli in zelo dober glasbenik. Vodil jo je vse do konca Prve svetovne vojne, ko jo je prevzel Martin Kocjan. Godba je delovala vse do Druge svetovne vojne in tudi med okupacijo. Leta 1946 so godbeniki priredili prvi Martinov koncert in od takrat jih lahko z užitkom spremljamo vsako leto. Danes godbo vodi profesor Rado Munda. S svojimi izkušnjami je zelo dosti doprinesel k kvalitetni izvedbi tovrstne glasbe. S ponosom lahko trdimo, da godba Središče ob Dravi spada med najkvalitetnejše v tem delu Slovenije, kar tudi dokazujejo dosežki na raznih tekmovanjih, kateri se udeležujejo. Na sami slovesnosti pa so tudi podelili bronaste, srebrne in zlate galusove značke. Izjemoma pa so podelili tudi častno galusovo značko Danilu Žerjavu, saj je najstarejši član godbe Središče ob Dravi in se udeležuje praktično vseh nastopov in vaj. Pa se prepustimo utrinkom iz same slovesnosti.
Med športnimi dogodki v nadaljevanju se bomo najprej ustavili pri šahu. Namreč v prostorih ormoškega VDC-ja je minuli četrtek potekalo 4. odprto prvenstvo Slovenije v šahu za osebe vključene v varstveno-delovne centre. Sledil bo pogovor z rokometnim reprezentantom Slovenije Markom Bezjakom in vrsta drugih športnih dogodkov. Minuli teden je v ormoškem varstveno-delovnem centru potekalo 4. odprto prvenstvo Slovenije v šahu. Tokratnega prvenstva se je udeležilo 14 tekmovalcev iz varstveno-delovnih centrov Ajdovščina Vipava, Črna na Koroškem, Radolica, Nova Gorica, Povš Maribor in Dornava. Za organizacijo šahovskega turnirja se v ormoškem VDC-ju niso odločili slučajno. Lani smo se s kolegico Heleno Pajkovo, Habjaničevo odločile, da narediva turnir. Enkrat, da se selimo iz Radovljice. Nekako tako smo bili tudi dogovorjeni, da bi vsako leto turnir se odvijal v drugem kraju. In če ga letos organiziramo Medve in bi spet bil v Dornavi, ne bi bilo v drugem kraju. In sva rekli, imamo še eno možnost, da je v tem našem VDC-u v Ormožu izkoristiti ta lep kraj, lep VDC in predstavimo vsem šahistom in njihovim mentorjem še delček Slovenije, ki si res zasluži, da se pozna. Vodstvo zavoda je idejo pobudnic seveda z veseljem podprlo, saj takšne prireditve za zavod veliko pomenijo. Ja, veliko. Predstavljajo del našega življenja, del tistega prostega časa izven zaposlitve. Naši uporabniki sodelujejo v mnogih stvareh in jim to veliko pomeni. Kako pa vi potem sodelujete kot recimo kot vodja zavoda, jih na nek način moralno podpirate, verjetno tudi konkretno? Ja, vsekakor ne. Rada se pojavim na dogodku, ki se zgodi, jih spodbujam, pohvalim, tudi omogočim organizacijo, tudi kar se financ tiče in vsega tega, tako da temu posvečamo precej pozornosti. Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marjana Bošerja Dornava je bil organizator tudi lanskoletnega odprtega prvenstva v šahu za osebe s posebnimi potrebami vključene v varstveno-delovne centre. Prva dva turnirja v Sloveniji pa so organizirali v Radovljici. Ja, v našem centru se ukvarjamo z veliko športov. Šport je zelo pomemben v našem vsakdanu. In tako smo pač poleg različnih športov prišli tudi na idejo, da bi začeli igrati šah. No in kakšni so bili tisti začetki, kako ste pravzaprav začeli z treningi seveda? Ja, v glavnem so fantje že odprej znali te osnove, tako da je bilo lažje začeti. S časom smo pa tudi malo delali na taktiki in tako, začetek je bil pravim lažji, zato ker so fantje osnove že poznali. Večinoma. Imeli smo dve skupine sicer, ena je bila skupina, ki so bili čisti začetniki, ampak pa ni bilo več takega interesa in smo to skupino opustili, pa je ostala sam ta boljša skupina. Vaja seveda dela mojstra, pravijo. Dokaz za to pa so tudi udeležba na turnirjih in doseženi rezultati. Turnir poteka po običajnih šahovskih pravilih. Pravil nekih posebnih ni, pravila so šahovska, to pomeni dobra igra, dobra volja in tista ta prave poteza, ki popeljejo naše šahiste v dobre izkušnje šahovske. No in na kaj morajo paziti recimo sodniki, ki so zraven? Sodniki predvsem morajo paziti, da ne pride do kakšnih nesporazumov, da igra teče nemoteno, da resnično zaživi duh šaha, ki ga še kako radi spodbujamo in želimo, da ga tudi naši tekmovalci še gojijo tudi drugod. Udeležencem tovrstno udejstvovanje veliko pomeni. Tako šahiranje kot udeležba na turnirjih jim pogosto izpolnjuje življenje. Da bom treniral, to treniram že od 4 leta, a 6 let. Jaz, Damjan, Matjaž, Daribor Dedič, včasih je bil Damjan Bošnjak, zdaj smo samo še mi trije. No in kako vam gre šah? Odlično, včasih zmogejem, včasih je povraz, a pa remi. Kako dolgo pa že vi šahirate? Kako dolgo? 5-10 let. No in kaj vas je navdušilo? Najbolj, kad moraš kondicijo imeti, moraš imeti v glavo, to je vse. No in recimo, kaj je tisto, na kaj moraš biti posebej pozoren, ko igraš šah? Da dobro pogledaš v oči in figuro. Ti tega ne lahko zgubiš. Ali pa taj ti zgubiš. Davorin Šajnovič se lahko pohvali z nekaj odličnimi uspehi.
Bil je zmagovalec lanskega odprtega prvenstva Slovenije v šahu za osebe s posebnimi potrebami. Čestitke Davorinu. Med 13 tekmovalci je bila tudi občudovanja vredna šahistka. Jaz se igram že od malega, stara 10 let, od 10. leta, 15. leta naprej. V osnovni šoli. V osnovni šoli smo začeli igrati, so bile mladinske sekcije in sem se vključila v te sekcije, ne? In sem fajn igrala. In to sem dobila veselje od bratov in sester, ki so mi dali spodbujale in tako sem začela imati veselje do šaha. Za okvire in protokol dogajanja pa je skrbela Silva Razlag, sicer od leta 2001 trenerka državne reprezentance slepih in slabovidnih kegljačev ter dobitnica Blotkove plakete. No, jaz bom rekla, jaz sem ena od tistih, ki pomagam temu varstvenemu delovnemu centru Dornavi preko šavskega društva Teh center Ptuj in ta četrto državno prvenstvo je pravzaprav spada v enega od tekmovanj v okviru 75-letnice našega društva in smo tudi na to ponosni, da nas vedno povabijo in mi se radi odzovemo. Posebej rada bi pa izpostavila to naše novo nastalo društvo, Društvo za šport invalidov Most, in preko tega društva bomo tudi povabili vse današnje udeležence v našo članstvo. Oni bodo dobili častne članske izkaznice. Od danes naprej imamo 21 novih članov. To društvo je pa ustanovljeno z namenom, da predvsem predstavlja šport invalidov, oziroma mi bi radi združili šport in rekli, šport je šport in ga ne deliti na invalide in neinvalide. In pravzaprav to današnje državno prvenstvo bo en od prvih korakov na tej poti. No in koliko članov pa že ima to društvo, oziroma kdo je vse vključen v društvo? Glejte, mi smo, sedež društva je pravzaprav na Ptuju, ker so bili pobudniki iz Ptuja, drugače imamo pa člane iz celotne Slovenije, ker bomo pokrivali celo Slovenijo. V društvu je vključenih precej bivših vrhunskih športnikov, od Igorja Primca, recimo neke tenisačič, najboljša slovenska tenisačica Mima Javševec in številni drugi, Tina Vukasovič, Nina Vukasovič. To so športnice, ki so ponesli ime Slovenije po celem svetu in so dejansko pripravljene deliti svoje izkušnje tudi z invalidi, ki se ukvarjajo s športom in dejansko težko je to, ker vsak reče invalidski šport. Ne, šport invalidov, ker ni invalidskega športa, je šport in to, praktično je to društvo novo, mi smo se ustanovili pred dobrim letom, malo manj kot letom dni in uspehi, ki jih dosegamo že v tem kratkem času in ta povezovanja, tako bom rekla, z temi društvi in s temi ustanovami, ki se trudijo. In šah je za mene fenomenalno, za vse tiste, ki danes tu igrajo kapo dol, ker šah je ena zelo težka igra, sama sem je igrala in naučiti te uporabnike igrati šah, to je nekaj izrednega. Zmagovalec četrtega odprtega prvenstva v šahu za osebe vključene v varstveno delovne centre je tudi letos bil Davorin Šajnovič iz VDC-ja Dornava. Pred drugovrščenim Jankom Černigojem iz VDC-ja Ajdovščina in tretjovrščenim Matjažem Žoržem, prav tako iz VDC-ja Ajdovščina. Vlado Miško iz ormoškega VDC-ja je pristal na 10. mestu z 2 točkama od 5 možnih. Od šahovskih figur se selimo k rokometu. Za nami je zanimiv zaključek prve slovenske rokometne lige, kjer so prvič državni prvaki postali rokometaši Cimosa. Poglejmo razplet zadnjega kroga. Gorenje Cimos 23 proti 34, Celje Trimo 32 proti 28 in Loka Maribor 32 proti 27. Koprčani so ciljno črto prečkali 4 točkami naskoka pred Gorenjem. Celjani so osvojili 3., Škofjeločani 4., Mariborčani 5. in Trebanci 6. mesto. Za komentar zgornjega dela lestvice smo povprašali rokometaša Gorenja Marka Bezjaka. Začetkom lige za prvaka smo imeli levo prednost 5 točk, ki smo nažalost zapravili v teh 10 tekmah. Forma skozi celo prvenstvo je bila dobra, igrali smo lep rokomet dober, ampak prišel je tudi padec, ki je trajal po mojem mnenju, pač pa kot se vidi, predolgo in zato tudi na koncu nismo postali državni prvaki. Pozitivno sigurno Loka, ki je res odigrala celo sezono na visoki ravni, predvsem na to vemo, kaj se dogaja v klubu, da nimajo plač. Negativno presenečenje, seveda Celjani spet niso dokončali sezone z igralci, kot so jih začeli. Razočarani smo tudi mi, predvsem lige za prvaka.
kaj naj rečem, mislim pa, da drugo leto bo spet ena zanimiva sezona. Podaljšal si pogodbo z Gorenjem med sezono, ko ste bili še na vrhu. Mogoče danes kaj žalosti glede tega? Žalosti ni. Pač mi smo se dogovorili za še 2 leti sodelovanja. Večina igralcev je podaljšala, nekaj bo prišlo novih igralcev in razočaranja ni. Pač mi smo za svoje cilje vse naredili, kot smo si jih zastavili pred sezono. Pač želja je bila postati prvak, ampak če je nekdo boljši, je boljši. V ligi za obstanek so izidi v zadnjem krogu bili sledeči: Ribnica Krka 40-33, Šmartno Slovenj Gradec 32-27 in Jeruzalem Slovan 36-35. Za našo kamero smo pospremili tekmo med Jeruzalemom in Slovanom. Rokometaši Jeruzalema so zaključili sezono, kot se spodobi, z zmago. Za novima točkama so prekinili niz 6 porazov zapore. Slovan pa pahnili v prvo B ligo. Tako bo prestolnica države prvič v zgodovini ostala brez ekipe v elitni druščini, kar pa glede na finančni vložek Ljubljane v rokomet ni nobeno presenečenje. Gostje, ki spadajo med največje razočaranje sezone, so bolje pričeli tekmo in povedli s 13-8, ter trdno držali niti igre v svojih rokah. Zgledalo je, da bodo vinarji znova upisali ničlo, vendar so se v zaključku prvega polčasa stvari obrnile v prid varovancev trenerja Aleša Filipčiča. Tretji letošnji trener Slovana, Matjaž Tominec, je začel z menjavami igralcev in tako je do izraza prišla večja kvaliteta gostiteljev, ki so do odmora izid izenačili na 17-17. V nadaljevanju se je igralo gol za gol. V dramatičnem zaključku pa so Jeruzalemčki iz rok izpustili priložnost, da uidejo na prednost večjo od 3 zadetkov. Sodnika Drago Cvirk in Miran Štrigl sta v zadnji trenutki tekme še ponudila priložnost Slovanu za izenačenje. Vendar so se gostitelji pred le dobrimi 100 gledalci uspeli ubraniti in se veseliti 12. prvenstvene zmage. Po koncu tekme razočaranje v taboru Slovana, ki je bentil nad rokometaši Jeruzalema, češ zakaj jim niso prepustili točk, ki bi jih rešile izpada iz lige. Ljubljančani bi na kaj takega morali razmišljati veliko prej in ne v zadnjem krogu. Glede na vse dogodke preteklih let pa je prav Slovan tisti, ki se je za svojo dobrobit že zdavnaj zaslužil izpad iz elitne lige. Za slovo odresa Jeruzalema je Rok Žuran dosegel 11, Bojan Čudič 7 in Aleš Išmanovič ter Tadej Sok po 5 zadetkov. Pri novih prvobeligaših je Peter Božič mrežo ormoških vratarjev zatresel 10-krat. Jeruzalem Ormož, Slovan Ljubljana 36-35. Pogled na lestvico. Ribnica je 7, Krka 8 in Jeruzalem Ormož 24 točkami 9 v državi. Letošnji izkupiček Jeruzalemčkov je 12 zmag in 20 porazov. Izpada so se rešili rokometaši Šmartnega na 10. mestu. Slovenj Gradec bo zaigral v dodatnih kvalifikacijah. Iz elitne lige se poslavlja Slovan iz Ljubljane. Razplet v ligi za obstanek je pokomentiral Marko Bezjak. Ja, Slovan vemo, da je z odhodom Deniča nekako izgubil tistega trenerja, ki je vse to krotil, ki je motiviral igralce. Vemo, da tudi tam ni bilo vse prav lepo s financami, so zamujali, dečki niso dobivali plač po celo leto in mislim z odhodom Deniča, da se vse, pač ti igralci ostali so začeli odhajati in samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo tudi tam vse počelo in šlo naenkrat vse navzdol in koliko gledamo situacijo, tudi Šmartno si zaslužilo, tudi glede na urejenost kluba, da ostane v ligi. Slovenj Gradec pa tudi ima dolgo tradicijo in mislim, da so dečki se res borili in da so si zaslužili tudi pač te kvalifikacije in upam, da bojo obstali v ligi. Pred slovensko reprezentanco sta kvalifikacijski tekmi proti Portugalski in Ukrajini. 25-letni slovenski reprezentant pričakuje naslednji razplet. Mislim, da mi gremo obe dve tekmi na zmago, da potrdimo to prvo mesto v skupini. Pač prva tekma na Portugalskem, tam vemo, da so Poljaki igrali neodločeno. Portugalce poznamo,
nekatere smo tudi sedaj videli v ekipi Benfique in mislim, da bo ena težka tekma, vendar pa se bomo dobro pripravili in jaz verjamem, da bomo že tam zmagali in si zagotovili napredovanje. Potem pa Ukrajina v Stožicah, upam na spet polno dvorano, ker je res to ena dodatna energija in lep spomin v karieri za potem in mislim, da si zaslužimo spet polne Stožice in da potem malo proslavimo skupaj uvrstitev na Evropsko prvenstvo Srbije. Seveda tudi brez poškodbe, kot se je zgodila ti pred kratkim v Stožicah. Ja, upam, da res tokrat ne bom imel take nesreče, da bom cele priprave naredil zdrav in da se mi tudi na tekmi ne bo nič zgodilo. Marko Bezjak je pogodbo z Gorenjem podaljšal za 2 leti, vendar ob dobri ponudbi kakšnega tujega in bogatejšega kluba se kaj hitro lahko zgodi, da tudi Ormožan zapusti Osje gnezdo. Z rokometa se selimo k nogometu. Rezultati 24. kroga v Štajerski ligi so bili naslednji. Peca Zavrč 0:1, Koroške Gradnje Šoštanj 1:1, Šmarje Boč 2:0, Rogatec Pesnica 3:1, Rogaška Gereča vas 1:3, Podvinci Marles Hiše 1:3 in Pohorje Karera Optil 2:2. Za pomembno točko v Rušah sta za Ormožane zadela Sašo Fijavš v prvem in Gregor Hebar v drugem polčasu. Vodi Zavrč z 68 točkami pred Šoštanjem 56 točkami. Sledijo Šmarje, Pohorje, Pesnica, Marles Hiše, Podvinci, Koroške Gradnje, Peca in na 10. mestu s 23 točkami Karera Optil iz Ormoža. Le točko zaostanka za Ormožani se nahajata ekipi Rogaške in Boča. Monsi iz Rogaca so pri 19 in Gerečja vas pri 18 točkah. Še naprej se v zadnjih 2 krogih obeta ogorčen boj za obstanek v ligi. Ormožane v soboto 4. junija ob 17. uri čaka domača tekma proti nogometašem iz Rogaca. V medobčinski nogometni zvezi Ptuj Prva liga so ekipe odigrale 20. krog. Rezultati so bili naslednji. Hajdina Oplotnica 1:4, Dornava Bukovci 0:0, Gorišnica Videm 1:1, Apače Lovrenc 3:1, Pragersko Skorba 2:3 in Središče Rogoznica 4:1. Za novo zmago Središčanov so zadeli Boštjan Osterc 2-krat ter Gregor Nemec in David Žalar po 1-krat. Središčani vodijo suvereno s 50 osvojenimi točkami, Oplotnica je druga z 38 točkami. V boju za končno 3. mesto se borijo še ekipe Bukovc, Apač, Gorišnice, Hajdine in Lovrenca. Skorba je 8., Videm 9., Dornava 10., Rogoznica 11. in Pragersko zadnje 12. V predzadnjem 21. krogu je v soboto 4. junija na sporedu derbi vodečih ekip. Drugovrščena Oplotnica gosti prvovrščene Središčane. Le še poslovim se naj. Veselo zakorakajte v prihajajoče junijske dni. Naj vam prinesejo veliko lepih trenutkov. Pa ne pozabite se nam pridružiti tudi čez teden dni. Naj še spomnim, ukolikor ste karkoli zamudili, si lahko oddajo ogledate tudi na YouTubu. Pa srečno!